Tega robota, ki je še vedno v delujočem stanju, je muzeju za razstavo posodila Fakulteta za strojništvo v Ljubljani, ki se je tudi že dokaj zgodaj vključila v razvoj robotike v Sloveniji. Ta robot, katerega arhitektura se imenuje Skara, je pač značilnost te arhitekture je v tem, da je dokaj enostavna. Najbolj osnovni model Skara robota ima 3 možnosti gibanja, 2 navpični osi in eno gibanje v navpični smeri gor in dol. Ta robot ima še eno navpično os več, torej ima 4 prostostne stopnje in je zelo dober približek človeške roke, ki ima tudi 4 načine gibanja. Imamo ramenski sklep, ki se giblje lahko levo-desno, os je navpična. Seveda človeška rama je sposobna še večjih načinov gibanja. Potem je tu komolc, kjer se lahko zopet gibljemo levo-desno, os je navpična in pa zapestje, zopet samo navpično os, ki pomeni gibanje dlani levo-desno. Človeška roka zopet ima v dlani precej več možnosti gibanja. No, pri temle robotu pa je prva os tukaj, to je v bistvu rame človeške roke. Robot se giblje v tej smeri, os je navpična. Druga os je tale, to je komolc. In tretja os je tule, to je pa dlan, ki se zopet giblje levo-desno. In pa četrta možnost gibanja je pa gor ali dol, kar bi recimo pri rami lahko naredili tudi na ta način, da se dvignem in zopet spustim in dvignem. Torej, tu imamo 4 motorje, to je eden, to je drugi motor, to je tretji motor in to je četrti motor.